Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 29. oktober 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Jugovzhod Slovenije je vstal. Bili smo na shodu v Novem mestu. Tine Zupan pred pokalnim gostovanjem vijoličastih. Bliže smo bili sodelovanju z Mariborom kot z Olimpijo. Kdo je Mariborčan, ki želi, da bi živeli po italijansko in uživali v majhnih stvareh? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Jugovzhod Slovenije je vstal. Spoštovalno obiščak. Zdravi, lahko. Jaz sem svoje čusti. Jaz sem načate. Da vas slišim jaz verjamem. To je sinočni posnetek iz Novega mesta, ko je več tisoč ljudi, po nekaterih ocenah čez 10 tisoč, izžvižgalo predsednika vlade Roberta Goloba. Nepregledna množica je na osrednjem novomeškem trgu zahtevala spoštovanje pravne države in vrnitev reda. Izredno sejo mestnega sveta so v živo prenašali na velikem zaslonom, vihrale so slovenske zastave in številni transparenti. Ljudje so skupaj z lokalnimi oblastmi sporočili, da je dovolj. V Novo mesto je prispela tudi delegacija državnega vrha s premierjem Robertom Golobom na čelu in bila močno izžvižgana. Domačini politikom ne verjamejo več, menijo, da jih je Ljubljana pustila na cedilu. Vlada pa jim je predstavila Šutarjev zakon, ki bo nosil ime po v soboto preminulem Novomeščanu, z bistveno večjimi pooblastili policije in ostrejšo kaznovalno politiko. Številni so na sinočnem shodu nosili majice v spomin na preminulega Aleša Šutarja. Vsi smo lahko Aco je v teh dneh največkrat uporabljen slogan v mestu. Kape in majice s tem napisom so delili na štandih, kjer so zbirali donacije za družino preminulega. Ko so spregovorili župani jugovzhodne Slovenije in nizali primere romskega nasilja, so ljudje na shodu z gromkim aplavzom sporočili, da zahtevajo ureditev razmer. Temperatura na trgu je vse bolj naraščala, nekateri so prižigali pirotehnična sredstva. Dost je bila ena od najpogosteje slišanih parol. Ko je v mestni hiši do besede prišel premier Robert Golob, je množica s festivalom oglašujočega žvižganja sporočila svoje mnenje o aktualni oblasti. Ljudje so postajali vse bolj jezni in vpili, gotov je, lopovi, odstop. Še hujših žvižgov in pozivov k odstopu je bil deležen minister Luka Mesec. Na vecer.com in v Večeru preberite, kaj vse bo zajemal Šutarjev zakon in kdaj bi prišel v veljavo. Objavljamo pa tudi reportažo Mateja Grošlja in fotogalerijo Andreja Petelinška iz Novega mesta. Po nogometnem prazniku v Jurovskem dolu Mariborčane v 16. finala pokalnega tekmovanja čaka zahtevnejše delo. V prenovljenem športnem centru v Grosuplju se bo 9-kratnim pokalnim zmagovalcem, nazadnje so slavili v sezoni 2015-2016, zoperstavilo Brinje, ki je v tej sezoni še brez poraza. V drugi ligi so Grosupeljčani drugi z 10 zmagami in 2 remijema ter razliko v golih 33-10, s čimer za Nafto zaostajajo le za 2 točki. So morda že pripravljeni na prvo ligo in kaj bi Brinju pomenil skalp vijoličastih? O tem smo govorili s Tinetom Zupanom, športnim komentatorjem, nekdanjim PR-ovcem Olimpije, ki je športni direktor Brinja že 8 let. Zupan je za Večer govoril tudi o Mariboru, Olimpiji ter o Benjaminu Šešku. Objavljamo del pogovora s Tinetom Zupanom. Veđa Dudić je zdaj po tej zmagi nad Primorjem rekel, da je treba biti pozoren na Brinje, zato ker ste klub, ki bi ga po igri, mislim, to seveda trener reče, ampak lahko primerjali z vsemi moštvi, ki so v spodnjem delu slovenske prve lige. Ne? Tudi vi menite, da po kvaliteti moštva sodite mogoče tudi rang više, oziroma je to nek cilj vaš? Ja, sigurno je. Ne bežimo pač od tega, da nam je neka želja. Prva liga seveda je velik kompliment, da take besede prihajajo iz Maribora, ker vemo, kakšen ima status v slovenskem nogometu, tako da smo zikar počaščeni, sicer se te tekme ne lotevamo nekako kot turisti, ne, ker vseeno imamo
imamo tudi neke svoje želje in cilje, predvsem da se nekako predstavimo tekmovalno in da smo konkurenčni. Nam je pa želja, jasno, preboj v prvo ligo, to je sicer zelo zahtevno, glede na to, da kot sem rekel, v neki klub v drugi ligi ogromno vlaga in da je vse moramo vedeti med prvo pa drugo ligo. Kar precejšnja razlika, smo pa prepričani, da imamo tudi v ekipi kar precej fantov, ki so to sposobni igrati. Jasno je, da ti tudi z ligo napreduješ, se pravi, veliko igralcev bi načeloma tudi v igranju težkih tekem v prvi ligi iz tedna v teden lahko veliko pridobili. Mi smo že to izkušnjo, ko smo se iz tretje prebili v drugo ligo, koliko je ta prehod načeloma zahtevan, nismo se kar nekje pol leta lovili, da smo se na to prilagodili, tako da kar se tega tiče nismo nerealni. Ampak smo pa prepričani, da bi tudi načeloma naš sistem lahko tam deloval še bolje, da bi lahko na podlagi seveda prvoligaškega tekmovanja bili zanimivi tudi še za višjo kvaliteto igralcev, kot smo recimo zanimivi zdaj, pa pač ne bežimo od tega, da mogoče zdaj prva liga ratala tudi malo, ker del neke poslovne ideje in poslovnega modela, glede na to, da gre za praktično edino komercialno ligo v Sloveniji, prinaša določen denar iz raznih sredstev, se sponzorska se poviša, ampak tudi sama po sebi z denarjem iz evropskih tekmovanj slovenskih klubov in TV pravic se da tukaj sestaviti kar neke solidne budžete, če si normalen in relativno varčen, kar škrti smo, tako so pričel, s tem težav nimamo. In to nam je neka želja, ne pa obsesija, bom rekel, no, ampak bom rekel, da že v zadnjih letih nekako naravno proti temu vegetiramo in se nam tudi zdi, da bo enkrat prišel čas, ko se bo pač to dejansko zgodilo. Koliko bi recimo pomenilo vašemu klubu napredovanje proti Mariboru? Dobro, to je ekstra hipotetično. Prvič je to nek praznik za nogometno Grosuplje, kar je recimo velika stvar, glede na to, da je nogomet v občini postal res glavni šport in je požaril nekako vse ostale športe v zadnjih letih s temi uspehi in razvojem. Mi smo to že 2 leti nazaj igrali pokalno tekmo z Olimpijo, tako da smo kar veseli, da smo 2 največja slovenska kluba pripeljali v Grosuplje, da smo imeli tako, bom rekel, srečno pa ne tudi roko pri žrebu. Je pa res, da takrat je bila naša infrastruktura bistveno drugačna in tudi mislim, da ekipa ni bila tako približno pripravljena na to, da se lahko nekako bolj samozavestno kosa. Imamo nekaj težav s poškodbami, tako da nam je žal, da nismo kompletni, ker se mi zdi, če smo kompletni, da dejansko lahko se ne ustrašimo nikogar, no, lahko tekmuje z Mariborom, to je drugo. Mislim, da Maribor, sem rekel, individualno mogoče celo najboljši kader v Sloveniji. Ampak pripričani po, da se dane. Zdaj, kako bo to izpadalo v praksi, lahko se zgodi karkoli. Glavno je, da bomo mi spet nekako pokazali, da je Grosuplje nogometno živo mesto, da bo stadion razprodan, pa da bo to pač nek lep dogodek, mislim, da tudi za Maribor, pa da se recimo tudi čez to kaže, da je to pokalno tekmovanje, mislim, da lahko neka lepa stvar v Sloveniji, če takšni klubi pridejo tudi v manjše sredine. Je pa res, da razumem tudi trenerja Maribora, da mu je ta tekma neugodna v končni fazi. Bolj kot ne, glede na razmerje trenutno v slovenski ligi, je verjetno najbrž oddana že lovorika za naslov prvaka. Se pravi, ta pokal ponuja neko edino možnost za lovoriko za druge klube v Sloveniji. In seveda, če gostuješ pri nekomu, ki še ni izgubil tekme v letošnji sezoni, je to vedno pač neko neugodno gostovanje za vsakega. Mi tudi moram reči, odkar imamo prenovljeno igrišče v Športnem parku, doma tekme nismo izgubili, ker pač igramo nek mogoče malo drugačen fuzbal, kot je to navada v Sloveniji, se pravi, mi smo zelo tehnična ekipa. Ja, na primarju bomo mogli verjetno nekih teh svojih prepričanj žrtvovati, ampak zato nam gre tudi to, da imamo zdaj eno najboljših igrišč v Sloveniji, zelo me roko, ker to pač odgovarja temu našemu uslovu. In je načeloma to za nas velika pozitiva. Je pa res, da je tisto, kar sem prej omenil, se pravi, da se malo tetujemo z nekimi poškodbami, tudi mogoče posledica tega, na kakšen način igramo, se pravi, smo kar precej tepeni v drugi ligi, malce včasih želimo, da bi nas sodniki lepo zaščitili, ampak mogoče je to tudi del tega nekega odraščanja kluba, da še nimaš take protekcije pa takega statusa tudi pri sodnikih.
Celoten pogovor pa v Večeru ter na večer.com/sport. V rubriki Gremo na kafe tokrat z Mariborčanom, ki želi, da bi v mestu ob Dravi uživali v majhnih stvarih in živeli italijanski način življenja. Jure Krajnc ni imel izkušenj iz gostinstva, ko se je pred manj kot letom in pol podal v to panogo, a je v središču Maribora hitro našel vredne stranke in Pipis Panini Shop je postal ena od kulinaričnih popestritev mesta. Najprej je Pipi, ta vzdevek mu je v začetku srednje šole nadel sošolec, svoje sendviče pripravljal v lokalu Mandl na vogalu ulice Kneza Koclja. Pred meseci se je preselil na svoje, na bolj frekventno lokacijo ob Titovem mostu. Med kratkim dopustom, lokal spet odpre v torek 4. novembra, si je vzel čas za pogovor za večer. Srečali smo se v kavarni Poleg. Obtočilni Pipi italijanskega piva Birra Moretti, ki ga ponuja tudi v svojem lokalu, je v stilu Italijanov pil espresso in mineralno vodo. Z Juretom Krajncem smo govorili o njegovem Pipis Panini Shopu na Titovem mostu, ljubezni do italijanskega načina življenja, ki bi ga morali večkrat začutiti tudi v Mariboru, izkušnjah iz nogometnega posla, ki ga je živel zadnja leta, ter seveda o željah za Maribor. Željo imamo, da bi malo manj ljudje šivali drug drugega, pa bi malo bolj stopili skupaj. To je prvi želja. Druga želja je, da bi ljudje malo spustili tempo, da bi malo tega, rečemo, italijanskega, dolce far niente, malo, da bi znali uživati malih stvari, pa da bi cenili kvalitetne stvari. Bolj sto kava, ljudi, prijatelji, družino, hrana, te zadeve. Zaenkrat imam želje, da se enkrat obrne na boljše. Kdo bo tisti, ki bo to obrnil na boljše, pa bomo videli. To je bil Večer izjutraj 29. oktobra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.